Mladi so prihodnost vsake družbe. Polne dobrih idej in rešitev, a nažalost prevečkrat preslišani. Prav je, da se sliši njihov glas, njihov pogled na trenutno situacijo v Sloveniji, ki lahko drastično spremeni našo domovino. K besedi vabim podpredsednika nove generacije, podmladka Slovenske ljudske stranke, Danijela Valentineja. Najprej vsi lepo pozdravljeni. Lansko leto se je Slovenije v tujino izselilo 14.000 mladih. Daleč preveč si jih je vzelo življenje. Vse več je različnih zasvojenosti med mladimi. Osnovnošolci, ki učiteljici povedo, da se jim ne splača učiti, ker itak, da ne bodo dobili službe. Obupani, brez upanja, da bo njihova prihodnost svetla. To so mladi v Sloveniji leta 2016. Mladi predstavljajo upanje vsakega naroda. Toda obstoječa vladna garnitura, kakor da bi na to pozabljala. Namesto vlaganja v študente, vlagajo v lastne žepe, sprejemajo ukrepe, ki mladim ne bodo narisali svetle prihodnosti. Vedno znova novi davki, nove globe, novi privilegiji za vladno elito. Vedno novi ukrepi, ki uničujejo gospodarstvo in s tem delovna mesta. Vse več ljudi živi pod pragom revščine, vse več jih odhaja iz naše domovine. Kakor da vladajoči vladni politiki to ne bi bilo dovolj, zadnje pol leta le udriha po državljanih Slovenije. In se na napačen, neustrezen način in na škodo državljanov ukvarja z migranti, pravih ukrepov za izboljšanje stanja pa ni in ni. Se vam zdi pošteno, ko gledate, kako ostalka po smeteh išče košček kruha, ki bi vsaj malo ublažil njeno lakoto. Migranti pa med tem odvržajo na tone hrane, naše hrane. Se vam zdi pošteno, da delavec, ki garaži 30 let, ne bo deležen zadostne zdravstvene oskrbe, ker njegov delodajalec ni plačeval prispevkov, migranti pa dobijo zdravstveno oskrbo brez centa plačenega prispevka. Se vam zdi prav, da migrante zastonj na toplem prevažamo po Sloveniji, medtem ko si veliko število mladih ne more privoščiti šolanja v oddaljenem kraju? Se vam zdi prav, da lahko prosto, brez da bi vedeli, kdo so in odkot prihajajo, in stopijo na naše ozemlje, s tem prekršijo vse domače in mednarodne zakone, mladi družini pa zaradi neplačenih 100 evrov računa rubijo hišo? Ne, ni pošteno, ne, ni prav. Ne pristajamo in nikoli ne bomo pristajali na to, da smo Slovenci v lastni državi postali drugorazredni ljudje, da imamo manj pravic in manj možnosti, da za dostojno življenje kot nekdo, ki brez dokumentov vstopi na našo zemljo. Po možnosti s kriminalno preteklostjo in kriminalnimi nameni tudi v prihodnje. Tako ne deluje država prihodnosti, tako ne deluje država, v kateri bi mladi z veseljem odraščali. Tako deluje edino politika, ki nima rada svojih državljanov, ampak zgolj ščiti lastne interese in deluje po navodilih iz tujine. Taka je vlada Mira Cerarja, take vlade nočemo, ker škoduje Sloveniji, ker škoduje prihodnosti našega naroda. Rad imam mojo domovino. Če bo potrebno, sem se pripravljen za njeno svobodo boriti kot naši očetje pred 25 leti. Rad imam svojo domovino in si želim, da bi v varni, potencijala polni Sloveniji odraščali tudi moji otroci. Za varnost, za prihodnost.